Današnja soorganizatorja tega dogodka sta Gyana Bhakti Prada Book Trust, katere predstavnik je na moji levi Tibor Hercigonja, ki je prav tako prevedel knjigo Ubiti kravo pomeni konec človeške civilizacije, o kateri bomo mogoče malce kasneje spregovorili. Potem še na moji nadaljni levi sedi Primož Siter, predstavnik, poslanec iz Levice, glasbenik in aktivist, tudi borec za zaščito živali. Še na moji levi sedi filozof, dr. Luka Omladič, asistent na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Drugače se ukvarja s politično filozofijo, filozofijo zgodovine in drugimi temami. Na moji desni sta predstavnika tudi drugega dela organizacijskega tima današnjega dogodka, in sicer Marko in pa Dani. Na moji desni Dani Sušnik, aktivist in prostovoljec Slovenskega veganskega društva, ter pa magister Marko Čenčur, samostojni raziskovalec prehrane, ki proučuje objektivne znanstvene podatke o vplivu prehrane na človeško zdravje. Dobrodošli. Tibor, tebe bi najprej vprašala kot glavnega pobudnika te današnje razprave. Kakšne so kakšna je tvoja vizija za spremembo, morda spremembo načina v družbi in odnosa do živali? Ja, tako kot si že prej omenila, mi smo v bistvu na našem zavodu, se ukvarjamo tudi z založništvom, smo v bistvu izdali knjigo lansko leto na temo zaščite krav. Ampak ta v bistvu knjiga ima, bom rekel, bolj teološko osnovo, pa religijsko osnovo. Pa mislim, da danes ne bomo o tej temi toliko razpravljali. Bi bolj mogoče o vlogi, rečemo, politike, kak gleda, rečemo, na pravice živali, pa filozofije, pa mogoče še aktivizma, da mogoče se iz teh treh področji osvetlimo, rečemo, to temo zaščite pa pravice živali, ne? No, zdaj, da nas, ko si omenil aktivizem, to je ena taka rdeča nit, ki nas prav vse tukaj povezuje. Tudi sama sem aktivistka in borka za zaščito živali, točno za zaščito krav, odkuder se tudi nekako poznava. Zanima me, v preteklem letu je bila v vladi v bistvu pobuda v parlamentu, da bi se spremenila v bistvu, da bi se spremenil zakon za zaščito živali. Namreč zakon za zaščito živali v 3. členu omenja, da je nezakonito, bom kar prebrala 3. člen, nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti. Kaj zdaj to pomeni brez utemeljenega razloga? Tukaj lahko zdaj debatiramo o etiki. To so nekako tako sestavljen mačkan zakon, da ima veliko pravnih lukenj. Kaj je utemeljeni razlog, če je kdo lačen ali kako? Ja, to je dobro vprašanje.
V bistvu, ja, zakon je dosti ohlapen, tako da mislim, da se ga da interpretirati na različne načine, ne. Rečemo, jaz se spomnim v začetku, bi izpostavil mogoče eno drugo zadevo, kar se tudi tiče tega zakona. Rečemo, v spomladi letos je v bistvu država, rečemo, zavrnila muslimansko skupnost, rečemo, ki so se pritožili, se pravi, oni upravljajo te verske obrede, halal, in so v bistvu država jim je posegla, se pravi, njihove te verske pravice, mislim, verske svoboščine do veroizpovedi. Se pravi, 25. člen zakona pravi, da mora žival biti ubita, se pravi, na human način, ne. Zdaj, kaj to pomeni human način, to je spet drugo vprašanje. Ampak zdaj vprašanje v bistvu se je postavljalo, ali je, rečemo, tak poseg, rečemo, države v te temeljne svoboščine pa veroizpovedi, ko vemo, da je to del človekovih pravic tudi, ne. Se pravi, če je, rečemo, je to dopustno, ali ne. To bi mogoče dr. Omladič. Mogoče dr. Omladič pove kaj več o tej temi, o svetosti življenja kot takega in o etični, moralni noti. Imamo sploh pravico posegati v ubojstvo živali, katerega koli bitja. Lahko začnem z nekim uvodnim nagovorom? Z veseljem. Dobro, hvala. Deluje? Se sliši? Zelo blizu. Skratka, ne, preden mogoče gremo v to, ne, debato ali pa, kar je Tibor izval, mogoče par besed, no, tako, na to vprašanje, kako v recimo tradiciji filozofije nastopa, se pojavlja to vprašanje o recimo živalih, ne, živalsko vprašanje, da tako rečem, ne. In če začnemo na začetku, ne, pri Platonu, kjer se vsa filozofija začne, ne, pri Platonu, v Platonovi državi, ne, in to je zdaj ta političen moment, če hočete, je ena zelo zanimiva zgodba, ne. Namreč Sokrat se loti nekega razmisleka o tem, kako je človeštvo živelo včasih, ne, se pravi, v dobrih starih časih, pred državo, ne, pred politiko. No in pravi, ne, tam takrat, ne, kako so živeli ljudje, ne, v nekem pastoralnem raju, tako rekoč, ne, prehranjevali so se z oreški, jedli divjo zelenjavo, sadje, ki je raslo na drevesih, ne, pač pili vodo, spali na mehki travi, seksali v grmovju in tako naprej, niso imeli hiš in skratka, ne. In tako naprej, ne, skratka neka lepa slika, pastoralna, idilična slika, ne. Na kar Sokratov sogovornik tako vedno bolj dvomljivo gleda, ne, kaj se to dogaja zdaj in potem reče, ampak Sokrat, ne, to, kar ti opisuješ, ne, ljudje, ki jejo samo zelenjavo in oreške, ljudje, ki nimajo postelj in hiš, ne, ta tvoja država je navadna država svin, ne, te ljudje živijo tako kot svinje, ne. Dejansko uporabi, ne, ta izraz država svin, ne, za ta vegetarijanski, veganski raj, ne. No in potem Sokrat popusti, ne, na neki točki, ne, če dobro, ne, če že hočeš, ne, pa dajmo pogledati, kaj se potem naprej zgodi, ne, ko pač pravzaprav človek stopi v civilizacijo. In tista točka, ne, potem pravi Sokrat, kjer dejansko stopimo v civilizacijo, tisto, ko te ljudje se pravzaprav odločijo, da bodo gojili svinje zdaj, ne, skratka, da bodo postali, ne, pač živinorejci, ne. In potem prav Sokrat, takrat se problemi začnejo, ne. Takrat je treba razdeliti pašnike, takrat se začnejo spori med ljudmi, takrat skratka nastane pač potreba po politični državi, ne. In to je, če hočete, ne, ta teza, ne, je taka marginalna v Platonu, da je pravzaprav ta prehod, prehranski prehod, ne, hkrati pač tudi politični prehod, ne. Dobro, zdaj, če naredimo en fast forward naprej, ne, upam, da verjetno večina tukaj vas je s temi tradicijami filozofskimi o živalskem vprašanju že zelo dobro seznanjena. Zato bi mogoče tukaj samo postavil neko primerjavo, recimo dveh največjih klasičnih tradicij živalskega vprašanja in recimo nekega premika, kje stoji, ne, pač recimo
ne, v okoljski etiki živalsko vprašanje danes. Ne. In seveda te dve glavni tradicije razprave o filozofiji o živalih sta na eni strani, ne, rekel, utilitaristična tradicija, tista ne, pač postavljena z Jeremyjem Benthamom v konc 18. začetek 19. stoletja, ne, ki pač izhaja iz tega pojma čutnosti, ne, se pravi bitja, ki imajo čutnost, ne, ki imajo to, bi rekel, fakulteto, lastnost čutnosti, sposobnosti čutenja, odzivanja na trpljenje in prizadevanja za ugodjem. Ne, vsa ta pač bitja morajo biti deležna našega moralnega upoštevanja. In kot vsi poznate, ne, tisti slavni Benthamov odlomek, ne glede na to, ali imajo dlako 2 ali 4 noge, rep ali so brez repa in tako naprej. Ne. Na drugi strani je pač ta tradicija, ki, bi rekel, izhaja iz Kanta, ne. In Kant pač postavi živali nekje, bi rekel, eno srednjo pozicijo med nežive stvari, ne, nežive stvari, za katere pravi, da pravzaprav so neodvisne od naše volje, ne, da so popolnoma odvisne od naše volje. Ne. Na drugi strani človeka, ne, kot edinega, poleg, ne, pravi, morda angele lahko tukaj zraven tudi štejemo, ne, če obstajajo, skratka, človeka kot edinega bitja, ki ima razum, ne, in je zaradi tega pravzaprav edini, ne, avtentičen moralni subjekt, in nekje tam v sredini so živali, ne, kot neke, on pravi, še vedno stvari, ne, ampak stvari, ki niso odvisne od naše volje, ne, zato niso avtentični moralni subjekti, ampak vendarle nek odnos do njih pa človek ima, ne, in ta odnos, ki ga razvija Kant, je na nek način odnos po analogiji, ne, se pravi, ne da imajo živali, ne, pač pravice, zato ker bi bile moralni subjekti, ampak, ne, kot verjetno veste vsi, ne, Kantov pač primer je človek, ne, ki ne da bi trenil, ne, muči neko žival, ne. S tem človekom je nekaj narobe, njegov karakter je na nek način problematičen. Tak človek bo zelo verjetno, ne, pač, nemoralno ravnal tudi do človeka, ne, kot tistega bitja, ki pa je edini, ne, pravi moralni subjekt. Ne. Skratka, ta dolžnost do živali ali pa vsaj nek imperativ nekrutega ravnanja do živali kot nekaj, kar se dogaja po analogiji. Ne. In to je seveda neka tradicija, ne, če hočete, ne, iz katere, ki je nekako zapisana tudi v te, bi rekel, procese, ne, pač recimo zaščite živali skozi pač zakonsko preprečevanje njihovega mučenja in tako naprej. In drugo seveda tista prva Benthamovska tradicija je tista, ki recimo iz katere sledijo sodobna abolicionistična recimo gibanja, ne, kar se živali tiče. Ne. No, zdaj še fast forward naprej, ne, se pravi, kje, bi rekel, kje jaz vidim, kje stoji pač zadeva danes, ne. Pa ne bom govoril, ne, pač o tej, bi rekel, iz te veganske ali pa strogo pač animal rights perspektive, bojo verjetno temu se drugi pač posvetili stališča okoljske etike. Imate tukaj dva momenta, ne, ki sta na nek način v ospredju, ne. Na eni strani je, bi rekel, to vprašanje antropocentrizma oziroma kritike antropocentrizma, ne. Se pravi, nekega zavedanja, da v odnosu do okolja pravzaprav je to stališče, kjer je pač vrednotenje iz stališča človeka oziroma človeške vrste, ne, nekaj, kar ni več na mestu, ne, kar da je treba priznati vrednost, ne, tudi nečloveškim zadevam, ne, se pravi nečloveškim živim bitjem, ne samo individualnim živim bitjem, ampak tukaj ponovadi je poudarek predvsem na vrstah, na biotopih, na ekosistemih in tako naprej. Ne. To pomeni, ne, tukaj imate ponovadi, ne, pri te perspektivi kritike antropocentrizma, ne, pač manj je v ospredju vprašanje same pač živali, ne, individualne živali kot moralnega subjekta, ampak bi rekel neke moralne upravičenosti vrste, ne, ki, kot vemo, ne, je v današnjem času okoljske krize, ne, pač in te velikem izginjanju, ne, vrst, je pa to en največjih problemov, s katerimi smo, in ekosistemov kot nekega kolektivne situacije. Ne. In bi rekel nazadnje, ne, se pravi, drug moment, ne, v sodobnih teh razpravah okoljske etike pa je, kako bi rekel, vprašanje, kako se
Se pravi, tema, kako se vprašanje živali pravzaprav veže na vprašanje splošne krize okolja, ne, splošne okoljske degradacije, ne, kjer imamo pač, vemo po eni strani, ne, pač, da je kako katastrofalna, ne, pač okoljski odtis, ne, da tako rečem, ima živinoreja, ne, in sodobna industrijska živinoreja na eni strani, na drugi strani pač momenti, o katerih se tudi vedno več danes govori in so, ne, pač tudi motiv, zakaj, recimo etični motiv, zakaj veliko ljudi ne opusti mesno prehrano, skratka neka neposredna povezava te živinoreje in povzročanja podnebnih sprememb. Ne. Tako, no, sem mislil, da bi z nekim takim kratkim urisom teh glavnih parametrov slike, kje te debate znotraj okoljske etike in njene zgodovine danes stojijo. Hvala. Najlepša hvala. Ja, zdaj omenil si okoljsko etiko in ravno pred kratkim sem si ogledala film z imenom Cowspiracy. Cowspiracy, nekako sestavljena beseda kot cow, krava, spiracy, teorija zarote, zarota, conspiracy, cowspiracy. Ker je nek neodvisen raziskovalec dejansko naredil research, se pravi raziskavo, kater faktor je dejansko največji onesnaževalec okolja na tem planetu in dejansko gre za mesno industrijo. Po drugi strani pa tudi imamo raziskave tudi na Slovenskem, v Sloveniji Valenčič, mladi raziskovalec na ekonomski fakulteti, je naredil študijo z ekonomskega vidika in dal zaključek, da bi bilo zelo fajn, da postanemo vsi vegani, ker bi v bistvu tudi z ekonomskega vidika to zelo doprineslo k blagini v tej državi. Mogoče lahko Tibor, ti poznaš to raziskavo, mogoče kaj več? Lahko sam komentiram v enem stavku na to. Ja, seveda imaš popolnoma prav in jasno je, ne, mislim, ve se, da je pač kmetijstvo, ne, v celoti kmetijstvo pravzaprav glavni faktor izginjanja, pač zmanjševanja pač biotske raznovrstnosti na svetu. Ne. Pravi, kmetijstvo je pač tisto, zaradi česar izginjajo habitati in v tem smislu je neposredno glavni vzrok pač okoljske krize, specifično iz tega vidika izginjanja biotske raznovrstnosti. Ne govorim o živinoreji, govorim o kmetijstvu nasploh, ne, pač ne samo o živinoreji, o kmetijstvu nasploh, ne. Se pravi, tudi tam, ne, kjer je danes, ne vem, imate te ogromne, ne, pač polja koruze, v Ameriki tam je včasih bila pač savana in tako naprej. Zdaj, seveda, moment živinoreje tukaj je pa izredno pomemben, ne zaradi tega, kar ne bom niti govoril, ne, ker vemo pač v kakšnem smislu pač je živinoreja energetsko bolj, ne, pač, bi rekel, intenzivna, ne, od poljedelstva, ne. Ampak problem pa je, bi rekel, kmetijstvo v celoti, ne. In specifično živinoreja. No, dejansko v tem filmu je izpostavljena problematika v bistvu tudi seveda onesnaževanje voda, ampak predvsem onesnaževanje zraka bom rekla, z izpušnimi plini krav, živine kot take, se pravi, veliko metana se spusti pač v ozračje prav zaradi masovnega gojenja v bistvu teh živali, ki grejo v bistvu direktno v žal še danes delujoči holokaust, v neko mašinerijo pobijanja po tekočem traku. Kaj lahko kot aktivisti, kot sem že prej omenila, nam je vsem to skupno, kaj lahko v bistvu naredimo, prej si omenil pač Kanta, ne, ki nekako tudi stoji za tem ne stori drugemu
pač to, kar bi želel, da drugi storijo tebi. Zdaj, če začnemo pri sebi, spremembe pri sebi, kako v bistvu zdaj delček po delček, step by step, kako zdaj aktivisti stopimo skupaj, da bomo spremenili skupaj sistem. Mogoče bi Primoža Siterja prosila malo več kakšno besedo. Kaj se dogaja trenutno na področju za zaščito živali z zakonom samim? Levica je, Peter Mesec je pred časom omenil, da v bistvu se pripravlja, da je lanskoletna vlada 2017 dala predlog za spremembo zakona za zaščito živali, ampak dejansko ni prišel na obravnavo. Zdaj, kaj se ta trenutek dogaja in kakšne imate politiki poglede na te aktivistične smernice? Ja. Hvala in lep pozdrav še z moje strani. Kateremkoli kolegu iz moje poslanske skupine ali pa stranke, kdorkoli reče, vi politiki se prime za glavo, ker v prvi fazi poskušamo na vseh ravneh, kjerkoli, na vseh področjih, kjerkoli delujemo, biti in ostati tisti, ker tako vsi v štartu že smo, in to je aktivisti. Ne? Utemeljene neke politične prakse, ki jih poznamo iz zdaj 28 let že v tej državi, so tiste, ki so, nekatere lahko s prstom pokažemo pri vseh težavah, ki jih kot družba imamo, in zdaj ne govorimo samo o nekih okoljskih ali pa moralnih ali pa kakršnihkoli krizah vrednot ali pa padcev, pogromov sistema, ampak nasploh. Zdaj, glavni izziv, ki ga jaz vidim v Sloveniji, v prepoznavanju nekih veganskih iniciativ ali pa, da jim rečem, iniciativ za zaščito živali, za zaščito okolja ali česarkoli, v pomanjkanju razumevanja vseh nas državljanov, da če stojimo skupaj in vršimo pritisk, se to zgodi. Sej vemo, da pri enih stvareh bo odpora iz etablirane politike, iz gospodarstva in tako naprej več, pri drugih manj, ampak največji premiki v družbi so se vedno zgodili po nekem principu bottom-up. Se pravi tam, kjer so se ljudje, kjer so se aktivisti, kjer so ljudje, ki verjamajo v neki, stopili skupaj, in potem tiste, ki so slučajno tehnično postavljeni za neke odločevalce, v tistem trenutku pritisnili, spodbudili ali pa prisilili ali pa kakorkoli v sprejemanje nekih odločitev. Lansko leto, v prejšnjem mandatu, lansko leto in že malo pred tem se je prvič v Sloveniji začel dejansko govoriti na odprtem političnem parketu o dejanski zaščiti živali. Ne samo nekaj deklarativno in pa malo zavetišča, pa kakšne druge fine PR-ovske akcije, ampak tako dejansko. Začelo se je vse, ko je Luka prvič postavil to poslansko vprašanje, bržkone ste vsi aktivisti bili vsi seznanjeni s tem, takrat ministru za kmetijstvo Dejanu Židanu, kaj točno je mislil s super mesom, ne? In je dobil tak zelo pavšalni odgovor. No? Ampak ni bilo samo vprašanje toliko pomembno, vedeli smo, da ne bomo zvedeli nič novega. Je bila pa to ena taka lepa akcija, ki je v etablirani politiki odprla vrata tudi tej razpravi na temo zaščite in pravic živali. Potem je padla vlada, kar pomeni, da se vse stvari tehnično gledano morajo začeti od začetka. In mi smo, če ste ne vem, koliko ste, in zdaj nočem tle politične propagande, malo mogočno forsirati, koliko ste seznanjeni s programom
delovnim programom Levice, ki smo ga objavili pred volitvami, ki je služil kot predvolilni program, ampak je v bistvu tudi nek sežetek tega naše splošne družbeno-politične usmeritve. In v njem je zapisano, so jasno zapisane smernice, ki postavljajo zaščito živali, zaščito okolja zelo pomembno, zelo visoko na lestvico prioritet. In v tem mandatu, ko se je torej po volitvah konstituiral parlament, ki je bil podlaga za to, da se sestavi vladno koalicijo in postavi ministre, in tehničen detajl v tem procesu je zaslišanje ministrov, ki morajo priti pred poslanke in poslance na resorna delovna telesa. Je bilo tudi zaslišanje, na seznamu je bilo tudi zaslišanje trenutne kmetijske ministrice, kjer sem jo jaz osebno vprašal, kje zdaj ona stoji s tem, kako vidi zaščito živali, kakšno je njeno mnenje o prepovedi baterijske reje in uporabe živali v cirkusih in tako naprej. No. In zdaj, glede na to, da je vodja zdaj kmetijskega ministrstva, jaz bi rekel, na enih točkah dost progresivno razmišljanje, drugih pa precej tradicionalno, znamo imeti aktivisti za zaščito živali tukaj nekaj izzivov. No. Ker je treba vedeti, da kmetijstvo je velika mašina. Ne? In če v državi, če kdorkoli vpraša, prej ste citirali ta en stavek oziroma to besedno zvezo utemeljeni razlog. Utemeljeni razlog pri vseh stvareh, ki jih danes vidite v tej državi, je njegova kapitalska vrednost. Je to, koliko dobička generira. In to je filter, skozi katerega se gleda vse odločitve. In zdaj tudi ministrica za kmetijstvo ima ta filter pred sabo in ga mora imeti in ima svoja neka vodila, politično prepričanje in strankarsko opredelitev in tako naprej. In to bo filter, skozi katerega bomo morali še naprej razumeti, da tudi tisti, ki niso veganski aktivisti, ampak so na mestu odločevalcev, gledajo in sprejemajo odločitve. Kakorkoli. Ministrica mi je zatrdila, oziroma mi je razložila, da je treba čim prej uzakoniti dejstvo, da so živali čuteča bitja, da se jih tako razume, da imamo zakonsko podlago, da se jih tako razume. O specifikah utemeljenega razloga mi ni vedela nič povedati. Se je prijetno nasmehnila, ker sem rekel, kaj pa s cirkuškimi živalmi, to je ni bil zelo pomemben del. Navija pa seveda za to, da se recimo baterijska reja živali ukine, čeprav to je zelo drzen. To je gospodarsko zelo drzen korak in jaz bi ga zelo z rezervo jemal. No, v tej uvodni sagi v ta mandat, s tem bom zaključil ta del, je pa zdaj v tem tednu poteka redna seja Državnega zbora, nekateri poslanci lahko tudi zastavljajo vprašanja ministrom in ministricam. Je pa Luka Mesec prav tako pred 2 dnevoma tej isti ministrici zastavil vprašanje, torej kaj zdaj s tem, kaj zdaj predvsem z baterijsko rejo, in ker je ni bilo na seji, je dolžna v 30 dneh pisno odgovoriti, tako da bodimo na stand-by in vidimo, kako točno se bo opredelila in bomo tudi aktivisti vedeli, s kakšnim sogovornikom dejansko operiramo. No? Hvala ti. Razmišljam o tem, kakšne bi bile rešitve za ta ekonomski del teh velikih korporacij, ki gojijo živino za zakol, mogoče preusmeritev neke vrste živilske tehnologije na vegansko predelavo zrezkov. mogoče na moji desni predstavnika Slovenskega veganskega društva.
kakšne imate vi izkušnje z temi raznimi, bom rekla, novodobnimi veganskimi stejki. Vemo, da v svetu obstaja toliko zdaj različnih proizvajalcev, soja, ne vem, razni oreščki, ni da ni, ajda. Se pravi, iz zrezki veganskega izvora. Mogoče kakšen komentar. Ja, živijo vsi skupaj? Se mi slišiš vse? Jaz se ne slišim. Če dovolite, bi jaz neke druge stvari še komentiral, ki so bile izrečene zdaj, da ne boste narobe zastopili sploh, kaj mi vegani zastopamo. Ful sem vesel, da se zavzemate za krave, super. In ne, resno mislim, to ni bilo sarkastično. In mi se enako zavzemamo za krave, kot za vsa druga občuteča živa bitja na tem planetu, ki jih je veliko več kot samo krave. To je čisto preprosta veganski načrt, v bistvu čisto preprosto, da ukinemo vso izkoriščanje, vso zlorabo katerih koli živali. Čisto preprosta stvar. Ker ni razloga, da bi recimo zaščitili krave, ostalih čutečih biti pa ne bi. Ni nekega razloga, tako rekel, logičnega. Še par stvari je bilo. Rad bi povedal o pravicah, kaj si jaz mislim o pravicah živali. Mislim, da bi morali imeti živali iz istega razloga pravice, iz katerega imamo ljudje. Ljudje si želimo živeti, ljudje ne želimo trpeti, zato smo si podelili človekove osnovne pravice. In kaj tukaj drugače pri živalih? Živali si želijo živeti, ne želijo trpeti, zato si zaslužijo pravice. To je čisto preprosta stvar. Vem, da se ne sliši toliko preprosto, ker nismo navajeni teh stvari slišati, ampak pač tukaj jaz predstavljam vegane in to je naše pač edino stališče. Seveda so druge stvari, ki jih lahko narediš na poti, pa to je stvar politike, kako pride do tega. In tukaj bi reče omenil, ker ste omenili manjšine, da si zaslužijo, da je to tudi kršenje pravic, če jim ne dovolimo še bolj zlorabljati živali, kot so že zlorabljene. Jaz se ne strinjam s tem. Jaz mislim, da katerakoli ali manjšina ali večina si ne zasluži nobenih dodatnih pravic, sploh ne pravic po zlorabljanju, dodatnem zlorabljanju živali. Jaz mislim, da moramo ta zakonik, ki imamo zdaj v Sloveniji, je treba na tem delati in ga izboljšati na področju pravic živali in ne jeti, ne vem, nazaj 1500 let. Tukaj treba delati in jeti naprej, ker je še veliko za narediti. Če bomo šli nazaj, bo še malo več za narediti. To bi rad povedal, pa kar se tiče, mislim, da gospod Luka nekaj omenil, da je problem je kmetijstvo. Seveda, lahko rečemo, da je kmetijstvo problem, ampak če ga razdelimo na živalsko, še pravi živinorejo, gojenje rastlin za uporabo človeka, je pa tukaj velika razlika. Tudi tisto, ki ste vi omenjali, recimo koruzo, ne vem, kaj ste omenili. Večina koruze na tem planetu je namenjena komu? Vegani pojemo zjutraj, s cornflakesom, živalim, logično. To sem hotel povedati. Mislim, da sem zdaj povedal vse, kaj ste še... glede zrezkov, sojnih zrezkov, super, nimam nobenega problema, kar ljudem paše, samo da ne nehajo izkoriščati živali. In mislim, da ni nobenega racionalnega razloga, da bi izkoriščali živali. Je popolnoma nepotrebno, iz stališča znanosti popolnoma nepotrebno. To je čist za naše zdravje nepotrebno, prej bi rekel obratno, ampak ni časa, da bi se pogovarjali o tem. Je popolnoma nepotrebno, mislim, da je gospod prej omenil, da kdaj lahko izkoriščamo živali, kadar je to potrebno. Vsaj nam tukaj nobenemu ni potrebno. Imamo Špar, Hofer, se ne delam reklame, ne za te firme, ampak čez cesto greš pa imaš sendvič, veganski sendvič. Nepotrebno. Mislim, da je to vse, kar sem mislil povedati. Pa upam, da bo še Marko dobil kakšno besedo, ker sem še 10 minut, če se ne motim. Kar lahko predaš naprej Marko tu. Marko, mogoče lahko... Bom zelo hiter, časa nam zmanjkuje. V bistvu, tako kot je že Dani povedal, jaz se v bistvu čisto strinjam s tem. Mogoče bi jaz tukaj poudaril, da je en velik problem je to, da se ne samo, da je industrija pač posledica, ampak velik problem je v tako imenovani prehranski stroki v Sloveniji. Tukaj bi jaz zelo velik poudarek povedal, da ta
stroka, saj ta uradna stroka je na tako nizkem nivoju, da ne najdem kakšnih, recimo, takih besed, da bi jih tukaj rad uporabil, kako nizkem nivoju. Ne. In problem je, ker ta tako imenovana v narekovajih stroka propagando širi, ki je pač v korist tej industriji, ne, in to ta industrija lepo izkorišča. Tako da tukaj bi bilo potrebno neki, oziroma začeti ali pa saj velik del te energije vlagati, da se ta stroka zamenja. Po domače rečeno, ker ne temelji ne na znanosti, ne na logiki, ne na kakršnikoli stroki. Ne. In je to problem, ker potem so ljudje neizobraženi glede tega in večina ljudi je prepričanih, da je meso v njihovi prehrani nujno potrebno. Ne. In znanost, kot je že Dani povedal, je neizpodbitno jasna. Na Zahodu danes ni nikomur treba jesti živalskih produktov. Pika. In velika večina v Sloveniji, pa tudi na Zahodu, no, ampak v Sloveniji sploh, ker naša stroka je recimo 100 let za časom, je prepričanih, da to ni res, da je treba jesti ne vem kaj meso zaradi beljakovin, ne vem kakšnih neumnosti. In ko se bo to spremenilo, bodo se tudi ljudje začeli spreminjati, bodo začeli drugače stvari gledati, bodo začeli kupovati druge stvari in seveda to bo posledica tudi na industriji. Industrija se bo začela prilagajati. Danes vidimo že nekaj teh prilagoditev, vidimo, da so recimo rastlinska mleka vedno bolj dostopna, zmeri cenejša so, ker pred 10 leti je bilo težko kupiti in nekako se industrija temu prilagaja in treba je delati na izobraževanju ljudi. Ne mogoče seveda tudi na industriji, ampak industrija bo zmeri odraz ljudi, odraz povpraševanja. In če se povpraševanje spremeni, če se povpraševanje dramatično spremeni, seveda se bo industrija prilagodila. Ne. Tako da to bi mogoče jaz dodal. Najlepša hvala. Ja, se strinjam, izobraževanje in dvig zavesti v družbi je sigurno zelo potrebno, da naredimo neke korenite spremembe tako posameznikov kot skupnega sistema. Pa vendar morda bi bilo lažje narediti spremembe zgolj z pravimi političnimi smernicami, ki bi določile neke smernice tako etične za vsa živa bitja in spremenili sistem v tej smeri, da ne bi več prihajalo do poboja živali. Zdaj, omenil si v bistvu, sigurno nam ni potrebno nikomor izmed nas jesti mesa. Zdravniki zagovarjajo, ja, ne boste dobili proteinov, ne boste dobili B12. Vemo, da zdravniki niso strokovnjaki za prehrano. Niso. Še enkrat. Ker v tem so izobraženi približno toliko kot zidar ali pa ne vem. Približno isto se učijo na fakulteti kot mogoče šivilje, frizeri, približno isto znanje imajo kot oni. Govoriti o tem, da so zdravniki kakršnakoli avtoriteta o prehrani, je neumnost. To so totalno nestrokovni na tem področju. To bi rad poudaril. Pred nekaj časa sta dva pobudnika, en izmed njih je Jure Vrhovnik iz veganskega društva, naredila en projekt za trajnostno prehransko politiko, pa si prej omenil, da mogoče veš, kaj se je iz tega izcimlo. Ja, kakšen je bil ta projekt pravzaprav? Pobuda je bila, da se vsa ministrstva, ki so relevantne z tega področja, se pravi Ministrstvo za okolje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za prehrano in kmetijstvo, da se vsa ta ministrstva obvesti, da v bistvu ta način, kako zdaj se predeluje hrana, je nevzdržen. Je tako iz vidika ekonomije, iz vidika zdravja, iz vidika okolja nespremljiv in če hočemo kot človeštvo preživeti nadalje, je treba to spremeniti. Seveda odziv je bil predvidljiv, veliko floskul, tako kot se ponovno odgovarja, ker seveda ministrstva niso nobenemu dolžna karkoli narediti. Oni so dolžni samo to, da bo na naslednjih volitvah dobili dovolj glasov. In dokler bo večina ljudi prepričanih, da je meso čist nekaj normalno in sprejemljivo za jesti, bo seveda te politiki
se s tem ne bojo badali. Ne. Čim bojo pa naslednjič začeli trepetati, da ne bojo več izvoljeni, ker bojo govorili nekaj, kar ljudje nočejo slišati, bojo pa spremenili. Tako da jaz mislim, da še zmeri je fajn, da se začne pri politiki, ampak še zmeri je treba delati na tem, da bojo ljudje se zavedali in se začeli ljudje spreminjati, ker politika je ponavadi capla par desetletij za ljudmi. Ne. Se prilagaja in se poskuša dobrikati ljudem. Ne. In če ljudem vseeno zaživali, bo seveda politika odraz tega. In seveda industrija isto. Tako kot sem že premenil, industrija vedno sledi povpraševanju. Ne. Tako da ljudje lahko s povpraševanjem in z svojimi nazori vpliva direktno na politiko in na industrijo. Mogoče zdaj glede te pobude, ne. Seveda ta pobuda je zdaj mislim, ne bom rekel, da je obstala, ampak je bila na fin način ignorirana. Ne. Dobili so odgovore, ki so bili čist irelevantni, floskule in tako naprej. Ne. Tako da tukaj se zaenkrat ni še nič spremenili, seveda bo šlo tukaj verjetno, da predvidevam naprej. No, to glede tega. Mogoče bi izpostavila še ta zakon o prehranah v vrtcih in šolah. Mogoče Primož Siter, če lahko kakšen komentar. Kaj lahko zdaj tukaj naredimo? Vemo, da fajn bi bilo, da imajo otroci v vrtcih in šolah vsaj možnost veganskega jedilnika, ne, pa temu vemo, da ni tako. Kaj se odvija na tem področju? Brško ne govoriva o tem, o tej okrožnici, ki je bila pred začetku šolskega leta. Okay. Ja, jaz osebno sem mnenja, da to ni izmišljanje za ne vem kaj in da to bi šole morale in vrtci in druge ustanove morale seveda vzpostaviti za otroke. Ker ni, pa sta predhodnika že nakazala, ni medicina oziroma bi moralo biti kveč mnenje nutricionista potem takem tisto, ki bi verodostojno opredelilo ali ja ali ne, ali on pa ne sme, on mora pa zrezek za kosilo pojesti. Tako da jaz grem seveda v podporo temu, začeli smo neko inicijativo, tudi v poslanski skupini, 1/3 naše poslanske skupine smo pač vegani ali pa vsaj vegetarijanci, Luka Mesec, Nataša Sukič, naša poslanka in moja malenkost. In smo naslovili na ministra za izobraževanje Jerneja Pikala neko klic potem, da povleče to okrožnico, pa ni se še razpletlo, no. Tako da vam ne vem vam ne znam informacije dati. To je naše stališče, to je bilo nepotrebna stvar, kar so naredili. In zopet pač upamo na najboljš, malo smo prepuščeni na milost in nemilost. Bi pa, ker imam mikrofon in ga ne bom dal iz rok, dokler ne izrečem še tega in imamo še 6 minut, bi izkoristil priložnost, da dejstvo, da je ena tok homogeno aktivistično jedro v jedru sprejemanja političnih odločitev zdaj je najboljše izhodišče v Sloveniji od leta 1991 do zdaj za aktivizem v smeri zaščite živali, pravic živali. In jaz bi pozval, jaz vidim aktivistične obraze tle, ker vem, da ste aktivni vsak na svojem koncu, da to izkoriste, da to vsi skupaj izkoristimo zdaj, ker stvar, ki je najmočnejša v vsem političnem udejstvovanju, je tako, kot je rekel kolega, je ljudska volja. Brez ljudske volje ne bo noben politik ne bo hodil okrog po državi pa bo rekel, a se tebi zdi v redu, da ti jaz to uslugo naredim. Ne? Tega ne bo nihče naredil. Ne? Če pa pride 100 ljudi in potrka na njegovo vrata in reče, naredi nam to uslugo, ne? Plus to v tem primeru tema nam ni tuja. Ni, da zdaj bomo mi izvedeli to neko veganstvo pa pravice živali in bomo rabili 10 let, da bomo preučili. Mi smo že vsi v ognju. Ne? In vas prosim, stopite naprej in povejte, dejte ideje. Ideja za to, da nasprotujemo
tej inicijativi oziroma tej okrožnici z ministrstva je nastala na terenu in je šla naprej. Poslanec lahko kadarkoli zastavi v katerikoli instituciji poslansko vprašanje in če ministrstvo že ne rabi civilni družbi ugotoviti ali pa i da neko pavšalno ni odgovor, izvoljenem poslancu ne sme te krivice narediti, mu more po zakonu odgovoriti. In jasno in merljivo, in če ne, poslanc teži naprej. In dajmo težiti, no. Dajmo trkati na vrata in izkoristiti to priložnost. Mi vsi upamo in računamo, da bo ta naša skupina in z njo aktivizem znotraj parlamenta za pravice živali rasto in se številčno in še širil, ampak nikoli ne veš, mogoče bo pa prišla neka politična opcija, ki bo rekla, ne, okolje in pravica naših so zemljanov ni ok, najbolj pomembno je, da se ukvarjamo z nekimi, ne vem, begunci še naprej, ne, ki jih ni. In dajmo prisiliti etablirano politiko, da se ukvarja s pomembnimi vprašanji. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem. Mislim, da imamo ne samo 6 minut, imamo še nekaj časa za vprašanje in pa za debato. Mogoče za zaključek bi podala eno svojo izkušnjo, na kaj jaz naletim, ko poskušam biti sprememba, ki jo želim videti v svetu. Tudi sama v bistvu ne jem mesa. Ko začnem razlagati o pomembnosti vegetarijanske prehrane, naletim na izjave, kot so moj dedek in babica in starši, vsi smo zrastali ob krompirju in klobasah, jaz bom tudi. Se pravi, gre za eno tako tradicionalen vidik, ne pogledamo, zakaj so naši predhodniki to delali, z kakšnega razloga, a lahko mi drugače. Se pravi, ne vprašamo se, zakaj počnemo stvari, ki jih počnemo, a so korektne, ali kdo trpi ob tem, a smo koga prizadeli ob tem. To je en nivo, drug nivo je pa, zadnjič sem imela vadbo in sta prišli 2 moji stranki do mene in so rekli, sem videla, da si na knjižnem sejmu, da boš povezvala, ampak veš kaj, me pa zanima, kaj govoriš o etiki živali, kaj pa etika ubijanja rastlin, kaj pa to? Se pravi, imamo tudi, če je življenje sveto, potem je vsako življenje sveto, tudi krompirček, fižolček, sladka. Zdaj, kaj bi vi odgovorili? Bom kar dala vsakmu mikrofon. Gre za to, da večina ljudi sploh ne razume, kaj je veganstvo. Pri veganstvu sploh ne bi uporabljali besede sveto, ker sloni na znanosti, logiki, argumentih. In mi, vegani, se ne zavzemamo za, kako rekel, odpravo pobijanja vseh življenj, ker življenje je zelo širok pojem. Rastlina živi na kratko. Mi smo zato, da se zaustavi ubijanje in trpljenje vseh čutečih bitij. In rastline ne morejo čutiti, tudi če bi si želele, pa si ne more želeti, ker nimajo možganov. No, to sem recimo jaz tudi izpostavila, da rastline nimajo živčnega sistema, da nimajo oči, da ne čutijo toliko intenzivno bolečine, če jih odrežeš ali pa ubiješ s tem, kot recimo žival. Ta vprašanje zelo pokaže, čem je v bistvu problem. Problem je v tem, da ljudje niso racionalna bitja. Če bi ta človek je to vprašal, kdorkoli, če bi tokle pomislil, bi rekel, v redu, kaj pa te živali, ki jih jaz jem jejo? Rastline, pojejo jih 10-krat toliko, kot bi jih jaz pojedel, če bi temu, ki je to vprašal, res bilo do življenja rastlin, bi njihov jesti meso. In če bi bili ljudje logična bitja, racionalna bitja, ne bi takih vprašanj postavljali. In če jih postavljajo, pač izkažejo
širši problem in to je problem tega, da ljudje ne razmišljajo tako, kot recimo je logično. In tudi recimo problem, moj dedek, babica so jedli to, so jedli tist. Kako to vpliva na njegovo izbiro? Zakaj bi delal nekdo tako, kot delajo drugi? Ne? Vse so drugi tudi marsikaj drugega počeli. Če bi bili ljudje logična bitja, racionalna bitja, bi takih izgovorov niti ne bi resno ne bi razmišljali, bi samo rekli, aha, seveda to nima smisla niti to razmišljati. In to velja podoben tudi za vse ostale podobne, recimo, ne, izgovore. Torej, gre za dvig zavesti, gre za pridobivanje pravega znanja. Pred kratkim sem brala neko raziskavo, da dejansko mogoče na tretji dvom za veganstvo, ne, ja, brez mesa, ja, kje boš pa dobila proteine in dejansko samo rastlina lahko sintetizira, ne, proteine. Moramo vedeti, da tudi, kot si omenil, krava, a ne, dejansko je samo travo. Esencialne aminokisline, ne proteine. Ja, esencialne, vsi lahko sintetiziramo in rastline in živali. Za esencialne aminokisline. Mogoče bi tole zdaj le priložnost izkoristil, ker imam glih mikrofon. Super. Izziv za politiko. Dej. Si lahko zapišete. Recimo, da bi naslednje leto ta čas poskušali zamenjati trenutno kliko, ki se imenuje slovenska prehranska stroka, ki je hudo nestrokovna. Ne, in če bi to stroko, v narekovajih, lahko politično nekako odstranili in jo nadomestili res s pravo stroko, ki temelji na znanosti, ne, tukaj lahko z vso odgovornostjo trdim, da trenutna stroka, in to je stroka, ki piše prehranske smernice v celi državi, ne temelji na znanosti, ampak na osebnih predsodkih in podobni logiki, kot je ta vaša kolegica spraševala, ne, na neki tradiciji, na neki, včasih se je pa tako delalo, ne, nobene logike, nobene znanosti ni za prehranskimi smernicami in to je katastrofa. In če bo lahko politika to naredila, da bo slovensko ne stroko, ne, v enem letu zamenjala stroko, bo naredila ogromen, ker tista okrožnica, ki se je prej o njej govorili, ne, to so napisali razširjeni kolegi za pediatrijo, ki je leglo diletantizma, ne, bom kar direktno povedal. Leglo. Ne. Ljudje, ko so tam najbolj osnovnih stvari o prehrani ne vejo. Ne. In če se bodo te ljudje odstranili z te, recimo, slovenske prehranske stroke, bo politika naredila ogromen korak. Jaz osebno mislim večji, kakor to, če se v zakon napiše, da so živali čuteča bitja. Večji korak. Tako da to je izziv, evo, za naslednje leto. Hvala. Bomo dali še besedo preostalim členom. Jaz bi se sam navezal na tisto tvoje prvo vprašanje, ko si rekla sveto življenja. Ne? Spomnil sem se tisto, kar je že prej Luka govoril o živalskem vprašanju. Zdaj sem se spomnil na Kavalerjeva govori v knjigi o živalsko vprašanje, govori o svetosti življenja tudi. In pravi, da načeloma, ko govorimo o svetosti življenja, ne mislimo pač na svetost življenja rastlin ali pa na živali, ampak ne bi se to na človeka nanašalo. Ne? Da načeloma pač ne bi to veljalo za človeško vrsto. In da svetost življenja je to problem, kar je že Dani tudi preomenil, da je, naprimer, če odstraniš, rečemo, teološko osnovo, ne? V bistvu od svetosti življenja nekaj veliko ne ostane. Ne? Se pravi, ima sveto življenje neko podlago, se pravi v religiji ali pa v teologiji. Ne? Zdaj bi se pa mogoče še sam navezal na tisto prej, ker nisem dokončal tisto začetno vprašanje, ko sem pa začel govoriti o tistem primeru, rečemo te moralne debate med slovensko-muslimansko skupnostjo pa državo. Ne? V bistvu to zdaj ni, da bi v bistvu ni bil namen, da bi pač neka skupnost imela neke dodatne pravice, ne? Ampak vprašanje je v bistvu v tej dilemi je bilo sam, ali dejansko je dopusten poseg, rečemo, v neke temeljne človeške pravice. Ne? Se pravi, veroizpoved je temeljna človeška pravica. Ne? Ampak po drugi strani, pa če gledamo ta zakon, v bistvu je, rečemo, če gledamo muslimansko skupnost, za njih je ta zakon prehud, ne? Ker dejansko jim krši neke pravice. Ne? Ampak, za nas pa je premil. Ja, rečemo, če gledamo za vegane,
rečemo, za vegana je to nesprejemljivo, se pravi, da lahko žival humano ubiješ. Ne? Zdaj humano ubijanje, to je, mislim, že sam pojem humanega ubijanja, ko pravijo, ne, da žival mora biti, kako se reče, da mora biti umamljena prednje ubita, ne, humano ubijanje. Mislim, to je, tak pojem sploh ne more obstajati. Zdaj, če si human, kaj, ne boš ubil, ne. Ampak dejansko je zakon se pač ravna po večini populacije, kakšna je. Iz politika rečemo, pač ljudi jemlje takšni kot so. Politika jih noče spreminjati. Ne? Politika jemlje pač ljudi takšni kot so in se poravna po njih, zakoni so po njih naravnani. Ne? In dejansko je pač ta zakon, ko ga imamo, pravice za živali, je pač narejen za večino ljudi, ko je ne za take manjše skupnosti, rečemo kot so vegani ali pa druge religijske skupnosti. Torej moramo razširiti skupnost veganov, da bo prevladala. Vsi postanemo vegani, pa je rešena zadeva. Ja, radi povedal tukaj, da problem je v tem, da živali nimajo pravic, se pravi uradnih pravic. Ne? Gre za to, da nobena manjšina, zakaj jaz smatram, da ne bi smeli še bolj zlorabljati živali? Zato, ker živali imajo pravice. Ne gre za to, če bi si predstavljal, da je bila ena veroizpoved, ki bi nekdo tam, nek svetnik rekel, da je pa treba, ne vem, enkrat na teden nekoga ubiti, ne? Naprimer. Primer, to je samo analogija. Imamo še, če sem jaz predstavnik te skupnosti, imam jaz zdaj to pravico, ne? In je to poseganje v moje pravice, če mi kdo to ne dovoli. Ne? Gre za to, da ti imaš, jaz mislim, da bi morala biti svoboda veroizpovedi, seveda, dokler ne posegaš v tuje pravice. Ne? Tako. Ali pa v zakone, ja. Seveda, ne, kdorkoli prakticira, kar želi, ne? Dokler se ne vtika v življenja drugih. Ne? Mislim, je pa res. No, seveda, tukaj bi rad sam še povedal. Ne? V bistvu je mečkan absurdno, ne, da se pogovarjamo, ne, o tem, kako bi umamljali prej ali ne umamljali. Gre za to, da čez 2 minute, ali pa ne vem, še prej, ne, se bo pa zgodil v bistvu največja oblika nasilja, ne, se zgodi potem, ne, to je pa uboj, ne glede na to, ali je prej umamljena ali ne umamljena. Fino je, da se poskrbi, da se vsaj umam prej, mislim, vsaj to, ne, ampak največja oblika nasilja je umor, odvzem življenja. Ko nekomu odzameš življenje, mu odzameš vse, kar sploh lahko ima. Tukaj bi to podaril spet, kot da malo promoviram veganstvo. Ne. Hvala. Dala še Primožu besedo. Se je bilo vse racionalno že povedano, no? Meni so samo te argumenti so mi strašansko zabavni. Tako jih spremljati in skozi zadnjih 25 let se solata tudi čut, pa se ste vsi slišali to že 100-krat, ne, pa a ti ni nič bete za fižol. Tako strašansko zabavno in vredno kakšnih mem, no. Kaj drugega pametnega, razen da se podpišem pod vajni izjavi, ne morem. Kar moramo v družbi 21. stoletja stremeti, je to, da propagiramo racionalen pogled na stvari, z dejstvi. In ne z neko slepo vero, ki je mogoče funkcionirala v srednjem veku. Zdaj pa smo vse in ustrojeni malo drugačno, pa dostop do bistveno več informacij in bolj strukturiranega znanja imamo. In zopet nič proti verujočim in navadam in tradicijam, če to človeku daje v življenju, super, pozdravljam. Ampak moramo pa stremeti k temu enostavno, da smo, kot se reče, down to earth. No. To je bil moj nasvet starejšega brata. Hvala. Super, Luka. Mogoče o vrednosti življenja, svetosti življenja. Bom se kar na te rastline, tak lep primer. Seveda, jaz bom pa drugače rekel, seveda so tudi rastline predmet našega moralnega upoštevanja, ne? Ampak na drugačen način in iz drugačnih razlogov, kot čuteče živali. Ne? Pravi, pač lahko čisto mirno rečemo, da je pač
nemoralno nek lep pragost, ne, rastlinski požagati. Ne samo zaradi vseh žužkov, ki tam živijo, ampak tudi zaradi ekosistema. Rastlin. Ne pomeni pa to, da pač košenje pšenice lahko primerjamo z košenjem piščancev. Ne. Torej, To pomeni, tudi rastline so moralno, vredne moralnega upoštevanja, ampak še enkrat na drug način kot čuteče živali. super. Najlepša hvala. Mogoče imamo še kakšno vprašanje s strani publike? Ja? Kar? Zdravo, živijo. A se sliši? Se sliši? Se sliši. Blaž Barman. Je prižgano, v redu. Aha, sam ta malenkost glede vere pa tako dalje. Mislim, res, da nismo imeli blockchaina v srednjem veku, ampak vsem so bili ljudje, ki so bili zamejeni od drugih ljudi, kot menihi, pač obstala je neka družbena struktura, ki je omogočala pač to zamejenost in odrekanje od raznih uživanci, ki bi vodile v nezaupanje in tako dalje. In ne glede na to, kje smo ali kdo smo, pač okoli nas obstajajo. Recimo, lahko verjamemo, da pač fižol bi imel obliko fižola, tudi če bi bile stvari malo drugačne. Ime fižol v slovenskem jeziku bi obstajalo podobno. Medtem ko bi eni ljudje bi bili, drugi ne, mogoče obstaja več variant, mogoče bi eni definitivno bili, pa so pač neka determinanta v tem življenju ali kako, pač na katere smo kot subjekt navezani, ampak znanstveno to utemeljiti je pa mogoče celo riskantno, ne vem. Pač ja, definitivno ta sloj, monetarni sloj nekako zakriva spoznanje, ga predstavlja v moment, ki šele prihaja, ker govorimo o nekih številkah, pač ena cena lahko reprezentira, ne vem, takšno in takšno zelenjavo ali pa takšno in takšno konzervirano juho, medtem ko je dejstvo zadaj pač v nekem sistemu, ki svoje informacije spusti, mogoče nekim investitorjem, če jaz nikomor ne povem. Kakšno je vaše vprašanje? Vprašanje pa je, kako potem pač vidite to znanstveno, oziroma a ste pač sami po sebi politiki najprej ste, pač beležite svoje misli, oziroma ne vem, katerih misli nočete beležiti, a mogoče kakšno misel, ki jo kdaj vaš sproducira, hote ali ne hote, pač prezrete, kakor zaradi tega, ker je pač psihiatrično oporečna in tako dalje, to recimo me zanima. In pač koliko daleč ste šli v svoji žilici za umetnost, tako no, pač. Oziroma, a kakšen človek manjka na odru, to me zanima, pač, zaradi tega, ker umetnost je pač biti sposoben iti čez meje sebe, zato da v bistvu pokažeš, iz kje prihajaš, in pač koga ljudje podprejo, je mogoče tisto, kar loči neko stanje, ki se vedno znova reproducira. Najlepša hvala. Super, ko si omenil menihe, v vedskih spisih je omenjeno, v zlati dobi so ljudje sigurno živeli drugače, niso pobijali živali, imeli so više vrednote. Je pa tudi omenjeno, da v železni dobi, v kateri smo zdaj, je dejansko skozi način mesojedstva to v bistvu eden izmed razlogov, zaradi česar prihaja do prepirov in sovraštva, ker je samobojstvo je akt agresije. Torej, če bi še danes sledili vrednotam iz zlate dobe, kot so takrat ne samo menihi sledili tem vrednotam, ampak tudi civilizacija kot taka, bi dejansko pripomogli k temu, da ne bi bilo vojn danes na tem svetu. Tako. Še kakšno vprašanje? Ja? Ampak tudi še bolj na glas povem. Pred kratkim je bila ena podnebna konferenca pač v Južni Koreji. Pa izdelani so bili tudi neki nasveti, nekako da se opolnomoči posameznika, kaj pravzaprav lahko stori za okolje. Nekako sem tudi razumel, da je naslov
današnje teme to danes. Ena od teh stvari je bila, da se uporablja javne prevoze, da ne gre z osebnim prevozom na eno mesto, tako kako hočeš zaseči. Eden od takih ukrepov je bil znižajte temperaturo, s katero se ogrevajte. Ne? Eden od teh ukrepov, kar lahko posameznik stori, je pa tudi to, da preneha jesti tam bilo rečeno goveje meso. Zdaj pač da iz tega vidika, ne? Zdaj okoljskega, mislim, če tukaj zdaj opustimo, zato je etični vidik ali pa skrb za živali ali pa karkoli podobnega, ne? Da, mislim, da v končni fazi bi lahko bila to neka podlaga za sprejemanje nekih zakonskih odredb, ne? Ker v končni fazi te stvari so tako kot nekakšna deklaracija, ne? Ki ne bi pol navdihovala potem zakonodajo. Tako, no? Kaj o tem porečete? Super, lahko. Marko? Ja, no takole je. V bistvu ta, kako bi rekel, predlog, ki je bil pred časom prej omenjen, je šel tudi na Ministrstvo za gospodarstvo pa na Ministrstvo za kmetijstvo točno s temi argumenti, ne. Da v bistvu onesnaženje, ki ga povzroča živinoreja, bistveno večje, kot so ostali viri, recimo promet in te stvari. Vse odgovor je bil predvidljiv, floskule in jasno nobena akcija. Ne. Tako da, dokler ne bo dosti velikega pritiska, bojo to ignorirali. Lahko jaz tudi iz osebnega povem lastnih izkušenj, ne vem, če poznate organizacijo Humanotera, ki je, mislim, da financirana ali iz vlade ali tako glavnem, organizacija na pol vladna, na pol privatna, ki ne bi se ukvarjala s tem, da promovira recimo ekologijo in podobne stvari in so leta in leta in leta in leta in leta in leta imeli na svoji strani napisano, da je daleč najbolj pomembno zamenjati žarnice za varčne žarnice. Jaz sem jih opominjal, poglejte, z račune sem jim pokazal, kako v bistvu so to zanemarljive stvari, žarnice, temperaturo zniža, take stvari, javni prevozi, to so vse zanemarljive stvari v primerjavi s preprostim izključitvijo vseh živil živalskega izvora iz jedilnika. Zanemarljivi so, dobesedno. Ne? In seveda so to oni veselo ignorirali do letošnjega leta, ko so to končno vključili na svoj, kako bi rekel, sistem. Seveda so še zmeri podcenili to, ampak saj ta premik je. Ne? Tako da ja, to je daleč največji, daleč največji vpliv, ki ga ima posameznik na vpliv na onesnaževanje pa uničevanje okolja, ne samo na toplogredne pline, tudi na uničevanje biotske raznolikosti, onesnaženje vode, vsega, kar je v bistvu, kar se tiče odplak, uničevanja vrst, ne smo preomenjali. To je daleč največji vpliv, ki ga ima posameznik, bistveno večji, kot če se vozi z javnim prevozom ali pa če reciklira. Ker seveda vse je v redu, ne? Samo hočemo reči, da je treba to stvar v perspektivo postaviti in tudi to bi bilo mogoče izziv za politiko, da to jasno, ampak res jasno pove. Ne tako, kot je zdaj nekje skrit, pa se o tem niti ne govori. Jasno se pove, če kdorkoli, karkoli govori o ekologiji, ne, pa se naroči zrezek, ne, je vreden vsega posmeha. Ampak res posmeha. Ne? To je tako, kot če bi nekdo rekel, ja, jaz sem za ekologijo, pa bi z avta metal vrečke takole pogosto. Kdo ga bo tazga resno imel? Čistko, direktno. Okay. To odgovori na vprašanje. Mogoče še eno zadnje vprašanje. Hvala. Prvi vrsti. Lep pozdrav vsem. Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali. Strinjam se več ali manj z vsemi udeleženci. En kratek komentar mogoče. Vsekakor je potrebno z obeh strani delovati, kot strani politike, kot tudi strani ljudi. Mogoče bi izpostavila vseeno za zaključek primere dobrih praks, ker so takšne razprave, mislim, da zelo pomembne, da bi tudi bile čim bolj pogoste. In sicer civilna iniciativa je kar v sodelovanju z mnogimi z ostalimi društvi, recimo konkretno tudi z veganskim društvom, sodelovala kar pri veliko teh aktivističnih gibanjih in dosti stvari smo tudi dosegli z vidika prepovedi cirkusov v Sloveniji, ne, z divjimi živalmi, pa prepoved vzreje za krzno, pa prepoved ubijanja brez omamljanja, ne, ki je naknadno odšlo tudi v ustavno presojo in bilo ovrženo. To smo, mislim, da samo 2 državi v Evropi
ki pač tega ne dovoljujemo, se pravi obrednega omamljanja. In mogoče bi sem to svetovala vsej javnosti, da je zelo pomembno biti čim bolj aktiven, se pravi pravi aktivist na vseh področjih, ali gre za to za zaščito recimo hišnih živali, ali gre za zaščito rejnih živali. Aktivizem je daleč najpomembnejši. Ne boste verjeli, zelo pomembno je tudi podpisovanje peticij. Mi smo s podpisovanjem peticij marsikaj tudi dosegli kot pritisk na politiko. Zdaj trenutno bo v decembru, če bo po sreči, bo tudi odšlo v državni zbor, da bomo v Sloveniji pridobili zavetišča brez ubijanja. To v decembru naj bi pač šlo med poslance. Levica in tudi kar nekaj še teh poslanskih, bi rekla, strank bodo to tudi zadevo odprle, ker je to vladni predlog strani ministrstva za kmetijstvo. Tako da jaz bi rekla za boljše sodelovanje naprej z vidika vseh deležnikov. Je v redu, če čim bolj sodelujemo s politiki in mogoče, če smo pri nekih iniciativah neuspešni, govorim tudi seveda iz izkušenj, potem je potrebno inteligentno razmisliti o neki drugi taktiki. In ker politika ne deluje na način ideologije, se pravi, zdaj bomo kar naenkrat neke hude premike naredili, ampak po majhnih korakih, iz tega vidika svetujem recimo Levici kot predlog, da predlaga recimo uvedbo brezmesnih ponedeljkov. S takimi majhnimi koraki, pri katerih se politika ne bo čutila ogroženo, kjer bo še vedno lahko recimo neka koalicija pristala na to, ok, sej, če to uvedemo, ne zgubimo volivcev recimo, ali pa nekaj v tem smislu. Se pravi, taktično razmisliti z majhnimi koraki, kako priti do uspeha. Z nekimi velikimi ideološkimi zadevami v politiki ni kaj početi v tem smislu. Seveda, zmer je dobrodošla, neka gradiva teorija in tako naprej. Strinjam se s prehrano, koliko imamo in kaj nimamo strokovnjakov z tega področja. Sicer je področje zelo kompleksno, se mi zdi, z več načinov in v več smereh. Vsekakor, kar se dogaja pač z okoljem, jaz sicer nisem veganka osebno, ampak mislim, da je veganstvo prihodnost. Kljub temu, če sama nisem, tudi sama pač ga spodbujam. Zaenkrat, zakaj koraka še nisem naredila, ne vem, to je pač neka osebna stvar. Z Danijem Veba že od 2010, ko se pač poznava in on je že takrat pač dejmo v tej smeri, tako da kljub temu sem mnenja, da je veganstvo prihodnost, ampak da ga je treba nekako v tujini, imamo res veliko teh restauracij, pa tudi po trgovinah, kaj vse se ponuja, tle pri nas je te izbire ni toliko velike. Jaz mislim, da bi izbira se mogla zelo bolj povečati, da bi potem ljudje nekako spontano, brez nekega nasilja, tudi verbalnega nasilja, recimo prešli nekako spontano na vegetarijanstvo ali veganstvo, v tem smislu. Se opravičujem, ker sem bila toliko dolga. Kaj je vprašanje? Ne, to je komentar. Komentar sem dala in predlog Levici. Kako je vaše ime? Priscila. Priscila. Priscila? Ja. Primek? Gulič. Ja, bistveno. Civilna iniciativa. Najlepša hvala za vaš komentar, za vaš doprinos. Jaz se v tej točki vsem najlepše zahvaljujem za sodelovanje, za to upam, da konstruktivno debato, razpravo na temo zaščite živali in vse v občinstvu pozivam, da ste sprememba, ki jo želimo skupaj živeti v tem svetu.
da naredi vsak izmed nas potrebne korake, da ste aktivni, da ste aktivisti, da spodbujate nenasilje, zaščito živali, zaščito vseh živih bitij, da bomo nekako skupaj s skupnimi močmi to idejo spravili v realnost in kot je že prej Primož Siter rekel, naredili določen pritisk do politikov, da bojo oni naredili korenite spremembe v zakonu. Najlepša hvala in mogoče za zaključek bi vas povabila vse tudi jutri na predstavitev knjige, ki jo je izdala založba Gyana Bhakti Prada Book Trust, katero je prevedel Tibor Hercigonja. Knjiga govori o zaščiti krav, govori o tem, kako zelo pomembno je ščititi krave. Strinjam se, Dani, s tabo, da je potrebno ščititi vsa živa bitja, ne samo krave, ampak vsa čuteča bitja. Krave so pa eno zelo posebno področje zaščite krav. Kot veste, starodavni vedski spisi razlagajo, zakaj je krava tako zelo sveta žival, ker dejansko daje mleko in je smatrana kot ena izmed 8 mater in svojo mater pač ne greš ubiti, če piješ njeno mleko. Tako da jutri bo predstavitev te knjige. Knjige je naslov Ubiti kravo pomeni konec človeške civilizacije, pa mogoče Tibor še za zaključek, če daš še ti eno svoje osebno povabilo. O kravah v knjigi ali na splošno debati? Ja, vljudno vabljeni ob 4 predstavitev knjige. Mislim, da je to v spodnji etaži, eno etažo niže. Tako da. Tukaj imate še informacije, malo več veganstva so letaki, če koga zanima, da še jaz predstavim. Najlepša vam hvala. Torej, zunaj imate še nekaj gradiva o Slovenskem veganskem društvu, prav tako o projektu Holy Cow, Sveta krava, kam lahko v bistvu nakažete donacije za projekt zaščite krav. Tako da vas vse lepo vabim, da si vzamete te listke vzunaj, prav tako gradivo Slovenskega veganskega društva. Zdaj bi nam rada pa še Maja nekaj povedala. Maja iz veganskega društva. Ja, jaz sem hotela izkoristiti priložnost, pač v januarju naše društvo organizira veganski izziv 30-mesečni, ki v bistvu zauzema vse te tematike od okoljevarstva, 30-dnevni, sem kaj drugega rekla? 30-dnevni veganski izziv, brezplačen program, ki ga naše društvo že dolgo organizira. V januarju imamo pa uvodna predavanja in v bistvu cel ta starter pack, ki ga nekdo lahko se udeleži, da v bistvu vse ugotovi, tako od etičnih tematik kot do zdravja, okoljevarstva, v bistvu vsega, kar se je danes govoril tukaj. Evo, prosila, če še niste zdaj lahko. Ne bo to. Ja, tudi ja. Vse živali imajo mleko, ne? Ne sam krave. Tako, torej, obiščite spletno stran Slovenskega veganskega društva, pridružite se na veganskem izzivu in spremenite življenjski slog, naredite nekaj za svoje zdravje in za dobrobit vseh živih bitij. Najlepša hvala za vašo pozornost, za vaše sodelovanje in se upam, da vidimo na naši aktivistični poti naprej. Hvala.